Skozi prebrane celice nas bodo danes vodile deklice. 7 klasičnih pravljic je zapisanih v sodobnem času in na samosvoj način. Predvsem mislim na konce, ki vedno presenetijo. Odkrivali sta jih Sofija in Maruša. Volk. Čez čas se h kombiju vrnejo še preostali 4 čuvaji. Prvi nosi v roki njeno strgano plastično vrečko. Drugi 3 vlečejo nekaj za sabo. Nekaj velikega, črnega in mlahavega. Sofija, se ti zdi, da tole ni čisto nič pravlično romantičen konec? Ja, se strinjam. To je zgodba o volku, ki je zelo podobna stari zgodbi o rdeči kapici, samo da se rdeča kapica v tej zgodbi ustavi že pri volku, ki je privezan na gozd. A veš, da sem jaz med branjem teh pravljic ves čas razmišljala ali pa iskala povezave med klasično pravljico in to novo sodobno. A se je tudi tebi dogajalo? Ja, tudi meni. Zelo mi je bila všeč zgodba o Janki in Metki, kjer sem našla podobnost, da sta zaidli v slaščičarno. V stari zgodbi o Janku in Metki pa je bila zlobna starka, ki je imela hišo iz slaščic. Veliko podobnosti, ampak tudi zelo veliko pravličnih elementov. Meni se je zdelo nenavadno, da je oče ti 2 mladi deklici kar zapustil. Ja. Ena pravljica mi je bila še posebej všeč, ta, ki govori o 2 sestrah in zlobnem duhovniku. Tam se na začetku kaže to neko rivalstvo med sestrama, da nista prijateljici, ampak na koncu se izkaže čisto nekaj drugega. Ja, pravzaprav na koncu te zgodbe sta skupili skupaj, ko je bilo pač potrebno. In s tem se mi zdi, da je avtorica sporočila, da se moramo imeti med sabo radi in da je sestrska ljubezen zelo močna in lahko premaga vse ostalo. Ja, se strinjam. Jaz imam tudi starejšo sestro Katjo, s katero sva res dobri prijateljici, in ti imaš tudi starejšo sestro Ivono, bila je tudi naša tekmovalka. Kakšen pa je vajin odnos? Najin odnos je super in se zelo dobro razumeva. Kljub temu, da se včasih kregava, kar se mi zdi normalno, se nimava zaradi tega nič manj radi. Ja, se bo strinjala z mano za konec, če rečeva, da lahko sestrsko ljubezen najdemo tudi v drugih ljudeh, na primer v prijateljicah, sošolkah ali pa tudi sestričnah. Ja, ljubezen je treba res iskati povsod. Jaz pa vam želim vso srečo pri iskanju odgovora na tole vprašanje. Hvala. V kateri klasični pravljici bratov Grimm lahko vidimo podobno glavno sporočilo, kot je v sodobni pravljici o tekmovalnih sestrah, ki ima z ljubeznijo uspe premagati zlo? A. Pepelka, B. Bratec in sestrica, C. Grdi raček ali D. Ledeno kraljestvo? Ja, tukajle je potrebno tudi poznavanje klasičnih pravljic. Hitro se odločite, pritisnite na odgovor. Bratec in sestrica pravita ekipi. V Grimmovi pravljici bratec in sestrica zlobna mačeha postavi sorojenca pred več izzivov. Bratca začara v srnico, sestrici pa proti koncu celo vzame življenje. Kljub težkim preizkušnjam ju ljubezen, zvestoba in povezanost rešijo vseh tegob in to uspe tudi sestrama v sodobni zgodbi. Pravilen je res odgovor B. 5 točk za obe ekipi, bravo!